до встречи в следующем году. Domino! A boš kaj vprašal pivčevo? Zakaj ne? Tega, ker bom druge. A je Tamino? Tamino, sam da mi napadeš. Predsednik, za eno izjavo vas tako prosim. Zdaj, gospod predsednik, danes tu slovesnost ob ruski kapelici, kaj nekako sporočata Slovenija in Rusija s tem. In morda še eno zunanje politična tema. Vi ste bil avtor ideje, da je Slovenija mora ostati del jedrne Evrope in tega francosko-nemškega vlaka. Se vam zdi, da je Slovenija z svojimi zunanje političnimi potezami še na tem vlaku? Najprej o slovensko-ruskem prijateljstvu. To ostaja trdno in iskreno. Slovenija si bo vedno prizadevala za dobre odnose z Rusko federacijo, čeprav so vprašanja, kjer imamo različna stališča in v vojaškem smislu nismo zavezniki. Vendar pa se mi zdi prav, da poskušamo z vsemi narodi, tudi z ruskim, negovati tradicionalno dobre stike, ker prijateljev v svetu ni nikoli dovolj. Kar se tiče mojega stališča glede slovenske vloge v jedrnem delu Evrope, to ostaja nespremenjeno. Mislim, da je za slovenske nacionalne interese bistvenega pomena, ne samo, da Evropska unija ostaja, ampak da v njej ostaja Slovenija v jedrnem delu, da je zelo blizu tisti skupini držav, za katere sem, kot ste sami rekli, vedno rekel, da so nekako na francosko-nemškem vlaku, torej v jedrnem delu Evropske unije. Sem in tja lahko vidimo kakšen signal, ki bi ga lahko del javnosti, domače in mednarodne, utegnil šteti kot odmikanje od tega, vendar pa mislim, da bo Slovenija ostala zavezana ključnemu dokumentu, strategiji slovenske zunanje politike, ki nalaga vladi, državnemu zboru kot zakonodajalcu in tudi meni kot najvišjemu predstavniku Republike Slovenije, da se prizadeva za to, da ostanemo v jedrnem delu Evropske unije, da pa imamo seveda z vsemi državami Evropske unije, ki so naše partnerice, dobre, zgledne odnose in da se prizadevamo za to, da bi Evropa šla naprej, da bi v njej vse tiste vrednote, ki so bistvene za Evropsko unijo, zlasti pa za jedrni del, vladavina prava, svoboda medijev, neodvisnost sodstva prevladovale in nekako kazale smer razvoja Evropske unije tudi v prihodnje. Sure, sorry for a little bit longer statement, but Odzorčič, a lahko sem še gospoda Logarja čakamo? Ja. Ja, zdaj gneča dela. Minister, pripravili skupaj. ali ste pa se zdaj kratko izjavo, prosimo, se pravi, kaj danes tu sporočate v imenu vlade na ruski kapelici, to je nekako tradicionalna diplomatska postojanka oziroma pokazatelj dobrih odnosov med Slovenijo in Rusijo, čeprav je vaša stranka pogosto opozarjala, da se slovenska zunanja politika prevečkrat nagne na vzhodno evropsko stran. No, jaz odgovarjam za slovensko zunanjo politiko takrat, ko sem prevzel funkcijo zunanjega ministra in takrat mislim, da je zunanja politika uravnotežena. Ali se, gospod Logar, nekako slovenska zunanja politika bolj pomika proti državam 2-4 kot aktualno vlado? Zakaj tako menite? Recimo, vi ste bili na Poljskem na obisku, predsednik vlade se je po videokonferenci pogovarjal s gospodom Orbanom, z gospodom Vučićem, pogajanja v Bruslju in podobno. Vse gospod Vučić ni član V4. Minister za zunanje zadeve Nemčije je bil v Ljubljani, jaz sem bil v Rimu, jaz sem bil na Dunaju, zunanji minister Hrvaške je bil v Sloveniji, kot veste,
slovenska zunanja politika je uravnotežena in verjamem, da je vsem v interesu, da imamo dobre odnose z vsemi sosednjimi državami in tudi v širšem krogu, posebej s tistimi, kjer dobro gospodarsko sodelujemo. To so torej države V4 nekako po ceni te vlade. Največji trgovinski partner je Nemčija, potem je Italija, potem pa sosednje države. Hvala lepa. Pravzaprav zelo podobno, zelo podobno vprašanje, gospod Zorčič. Vi ste član te koalicije, imate morda občutek, da se slovenska zunanja politika nekako počasi premika v smer držav V4. Kar nekaj obiskov je bilo v zadnje čase, ki morda v prejšnjem času niso bili tako redni, kot so zdaj. Jaz nimam tega občutka. Mislim, da mora biti zunanja politika širokogleda. Res pa je, da se ob pogovorih z tujimi diplomati nakazuje nekatere možnosti še podkrepljenega sodelovanja tudi s temi državami, ki ste jih omenili. Jaz mislim, da to mora Slovenija izkoristiti. Kaj to pomeni podkrepljeno sodelovanje s temi državami, gospod Zorčič? Glejte, konkretno vam bom povedal, da se recimo tudi na parlamentarni ravni dogovarjamo o sestankih, o izmenjavi izkušenj, ki se tiče dela parlamentov, o predsedovanju Republike Slovenije svetu EU in podobno. Skratka, tam, kjer obstaja nek potencial za neko nadgradnjo recimo sodelovanja, ki potem rezultira tudi v boljšem gospodarskem sodelovanju, jaz mislim, da tam mora Slovenija izkoristiti pač te potenciale in svoje možnosti. Nekako v delu javnosti pa pada kritika, da se Slovenija s tem nekako odmika od jedrnih držav Evropske unije, z tega famoznega francosko-nemškega vlaka. Ne, jaz mislim, da se v javnosti ustvarja pravzaprav nekakšna lažna dilema, da je na eni strani možnost neke jedrne, super razvite Evrope, na drugi strani ene vzhodne za ostale Evrope. Jaz mislim, da to ni nikakršna dilema, da takšne delitve ni, da je ta vzhodna Evropa, ki jo še vedno nekateri dojemajo kot del vzhodnega bloka in povezuje z neko zgodovino, pravzaprav nek del Evrope, ki je razvit, pri katerem marsikateri pokazatelji, gospodarski kazalci kažejo pravzaprav neko povsem nasprotno sliko in če obstaja interes sodelovanja teh držav s Slovenijo, Slovenija ne more reči, mi se pa ne bomo z vami družili, ker smo mi na nekem drugem vlaku. Gospod Zorčič, morda samo še to, medijska zakonodaja, tudi tu se nekako zdi, da se ponavlja en vzorec iz vzhodne Evrope, zlasti sosednje Madžarske. Zdaj ta rok priprave zakona je nekoliko podaljšan, pa vendar se zdi in tudi nekako ceh novinarski opozarja, da gre zadeva v vprašljivo smer. Mogoče kako to gledate v SMC-ju, bi morala vlada tu še enkrat premisliti o nujnosti in smeri sploh te medijske zakonodaje, ki jo pripravlja? SMC je garant, da se ne bo nič takega zgodilo, na kar nekateri opozarjajo. Dejstvo je, da je Slovenija potrebna prenove te zakonodaje, ampak ne na način, na katerega nekateri tudi v določenem delu utemeljeno opozarjajo. Hvala lepa. Predsednik, a vas lahko sam... Čakaj, sam trenutek. Okay. A si bil kaj moker zadnji? Medikamentov, nisem. Eno kratko izjavo, če bi lahko prosim. O čem? Danes so ruski kapelci, recimo, zdaj ta COVID je seveda preprečil, da bi prišla na višje nivoje ruska delegacija. Vi pa, se mi zdi, bilo je dosti prostora na tribuni, vi vedno nočite na tribuni, zakaj ostajate na zadnji? Na tribuni ni nikoli dovolj prostora za tiste, ki hočejo tam biti. Ne. Jaz pa nočem tam biti, mi je tu, sem zaradi kapelice, ne zaradi tribune. Mogoče še stalna dilema v slovenski politiki je to, na koga naj se nasloni Slovenija. Zdaj velika polemika je zaradi sodelovanja premijerja Janeza Janše z Višegrajsko skupino, oziroma da se je postavila na stran Orbana in Poljska. Kako komentirate? Ja, Slovenija, kar zadeva zunanjo politiko, nima kompasa. Ne. Pravzaprav je zelo težko govoriti o zunanji politiki Slovenije, to je nekaj, česar ni.
tako Slovenijo potiskajo ta, kamor ne spada in kamor zgodovinsko nikoli nikjer ni bila, so pač politični interesi in jaz mislim, da je to za Slovenijo gledano dolgoročno zelo slabo poteza. Ampak ne, to so vprašanja za tiste, ki nosijo odgovornost, kam Slovenijo potiskajo. Zakaj pa mislite, da je toliko nelagodje v odnosih z Rusijo, oziroma zakaj ne izkoristimo v bistvu tega slovanskega momenta? Zato, ker ljudje pozabljajo, da država, kot je Slovenija, ne mora predvsem misliti na se. Ampak ko začne misliti na druge, takrat seveda se slabo piše. Enes, prosim te. Zdaj pa ne morem več. Ja, če je to, bi rekel, Zdravo. V redu. V smislu